Praznični vikend so poleg obloženih miz pospremile tudi prireditve, na katerih so škofje delili blagoslove. Tako so v Markovcih blagoslovili traktorje, na Ptuju konje, v Mirno Peč pa so se na tradicionalni blagoslov podali motoristi. Tokrat so blagoslavljali samo motorje. Njihove lastnike pa le vprašali, zakaj še niso registrirani darovalci organov. V Gornji Radgoni je potekalo prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja, torej jelenjega oponašanja v paritvenem obdobju. Kljub številni mednarodni udeležbi so prva 3 mesta zasedli Slovenci. Za mlajše tekmovalce so organizirali tudi tekmovanje v kategoriji klicanja jelenov, kjer so blesteli predvsem ljubljanski študentje. Morda res nihče ne ljubi kot Bosanec, definitivno pa nihče ne ruka kot Slovenec. Zmagovalca Eme, Zala in Gašper sta v četrtek na tiskovni konferenci povedala, da svojega nastopa ne bosta spreminjala. Medtem ko bo večina izvajalcev prepevala v angleščini, se je naš duet odločil za slovenščino. Tako poleg našega tudi tuje občinstvo ne bo vedelo, o čem pesem govori. Britanska kraljica bo praznovala 93 let, oziroma, kot temu reče princ Charles, 20 preveč. Sivih las pa kraljici ne povzročata samo ameriška princesa Meghan Markle, pač pa tudi ameriški mediji, ki trdijo, da sta princ William in Kate Middleton tik pred ločitvijo. Kakšno je dejansko stanje njunega zakona, sicer ne vemo, Kate pa vseeno svetujemo, naj se nekaj časa ne vozi skozi tunele. Z vami sem bila Bernarda Žarn. Hvala lepa, Bernarda, bila si odlična. Hvala, Jonas, čeprav vem, da to rečeš vsaki.